Dobrodošli na vlogu, danes je petek, ura je 10:30, zbudila sem se ob 9 celo. In danes imamo v bistvu fraj streaming dan in se moram pripraviti na jutri, ker imam 12-urni stream, torej jutri ne bom glih kaj vlogala, ker bom cel dan streamala. Hotela sem reči, kar imam to uro, ugotavljam, kako slabo spim, oziroma nimam najboljše statistike spanja, večinoma sem v lahkem spancu. In ne vem, kaj delam narobe, zato ker nisem pod stresom, nič ne razmišljam, pač zvečer je res trenutno sem v obdobju, ko me nič ne sekira. Ne vem. Mislila, da je mogoče hrana, ker pač jem zvečer, ampak vseeno jem 2 uri pred spanjem, včasih 1, ampak včeraj sem pa šla spat lačna, ker sem mislila, mogoče je hrana kriva in sem spet slabo spala, oziroma slabo spala. Jaz imam občutek, da dobro spim, pol pa pogledam, da sem v globokem spancu tako ful malo procentov in v tistem REM spancu isto, največ pač imam lahkega spanca, tako da ne vem, če ima kdo kakšne ideje. Verjetno ni dobro, da gledaš v telefon zvečer, to vem. Tako da mogoče je to. Ali pa mogoče je hiša glasna, pa se sploh ne zavedam, ker sigurno pač nam ful različno hodimo spat, nekdo bedi ful cajta, si tudi jaz imela obdobje, ko sem bedela pač do pozne ure, pol zjutraj gre eni v službo in mogoče se zbujam, samo jaz se sploh ne zavedam, da se zbujam. Edino, kar se spomnim, je, da se zbudim, ko grem na WC, ponavadi je to ob 6 zjutraj, pa kaj takega. Mislim, jaz se počutim cool, samo pač, če se da bi malo izboljšala kvaliteto spanja. Plani za dan so, da se pripravim za jutri, ko imam 12-urni live stream. Spucati moram stanovanje, ker sem jaz na vrsti. Vreme je ful slabo, tako da v fitness bom sigurno šla, kuhati je treba, verjetno bom mogla iti kakšne stvari kupiti za jutri. Plus ful imam oblek za zložiti in posteljnino bom zamenjala, ker bi rada provala novo posteljnino. Me zanima, kako bo izgledalo, ko bom imela sivo, upam, da bo pasalo. Tako da najprej se bom lotila tega in zložila, vse mislim, da je suho. Mogoče ta plašč še ni, ampak bi moglo biti, okej. No, pa sem si končno kupila novo posteljnino, ker imam samo to in ko jo moram oprati, moram pol biti čez dan brez, dokler se ne posuši. Še eno rjuho, saj to je rjuho, ja. Ta je ful mehka, pa tako ful lepo pride. Ima neke teksture in vzorce, drugače pa dosti simple, tako da ja. Pa kupila sem si še 3 te brisače za obraz, ker jih vedno rabim in pač jih pogosto umivam, ker za obraz ni fajn, da imaš predolgo brisače in te so bile 3 evre. To je bilo 10, to je bilo pa ne vem 6, ja. V Primarku sem kupila. Ni mi všeč. Kaj sem hodila reči? No, ni mi všeč barva, plus moj koter je spod pinki in bolj malo preseva vijolično pač. Tukaj je pa pač sivo in mi zdi, da je preveč siva barva, ampak dobro. Bila sem 10 evrov, bom preživela, bo za zamenjati, tako da je okej. Taka preveč hladna barva je, mogoče je problem, ker imam pink koter spod in je tak vijoličasto, ker to recimo, ko je belo, je malo boljše barve. Moč mogla nov koter kupiti, da ne bo bel, ker mi isto skozi drugo posteljnino preseva. Recimo ta siva mi je cool, ta je pa Zdaj pa najbolj, da se kar lotim pospravljanja stanovanja, preden da pač bojo vsi doma in bo gužva in se kuha, tako da ura 11, po moje do 1 lahko končam, mogoče prej, ali pa bom razdelila pač v več delov pospravljanja, bom videla. Najprej je treba to umiti, to naj bi vsak teden vsaka umila, ampak ne. Tista posoda ni moja, tako da jo bom pustila, ampak najprej bom to zribala.
Evo pa je kuhna čista, 20 minut sem rabila pač easy peasy lemon squeezy, še predale sem počistila, ker so bile katastrofa. Posode ne bom pomivala. Clean. Zdaj pa kopalnica. Rekli ste, da bi radi videli moja kopalnica, ampak je ful pač tak najslabši del tega stanovanja. 2 umivalnika sta, poljetuška vina s to zaveso, školjka, pralni stroj, čistila, tu pač ena pere cote, jaz perem serviete, ampak ja, to je okno, to sem jaz. O, kako je čisto. Ne vem, kuhna tor, ko me skozi sprašujete, če lahko pokažem, sem nekaj za pokazati, pač kar nekaj. Kopalnica, so clean. Ok. Sem se prav zašvicala, ampak ne bom šla po tuš, ker grem tako v fitness, pa bom šla pol. Hodila sem samo nekaj komentirati, glede na to, da sem glih čistila. En komentar je bil že, ne vem, mislim, da 2 videa nazaj. Bil je dosti tak nesramno nastrojen, ni bil dobro mišljen, ni bila dobro namerna kritika, bom rekla, ampak je bilo, saj vem, da imaš cimre, ampak kako lahko kuhaš v tako umazanem? Punca si je že sama odgovorila, ker imam cimre, 5 punc nas je, 5, in 2 smako čistimo, tako je treba, od 5. Meni ni težko čistiti, ampak ne bom dajala potuhu drugim, zato ker že tak zdaj se ne čisti, če bom pa še za drugimi čistila, bojo pa še manj čistile. In ja, zdaj, če je res kritično, pobrišem na hiter, ampak ne bom vsak dan štedilnika pucala, preden da snemam, kako kuham, ker tega ne delam in ne bom. In dokler živim s cimrami, pač tak je. Mislim, čiščenje je vedno največji problem, kar se tiče življenja z drugimi. Marsikdo misli, da so punce bolj čiste, higienske, whatever, ni res. Mislim, jaz za sebe vem, kakšna sem, ampak ne velja to za vse. Tako da preden da kdo komentira, preden da kdo kaj nesramnega komentira, ne vem, pač razumem, da te nekaj zanima, sam ne bi tak nastrojeni, ker predvidevam, da noben ne živi perfekt življenja in ja, jaz ne bom se delala tukaj, da imam skozi čisto, če nimam, ker ne morem imeti. Ko imela svoje stanovanje, pol pa lahko komentirate, če ne bo čisto, zato ker bo sigurno čisto. Tako počutim se kot ena mama tukaj. Smo debatirale že čiščenje milijonkrat, imamo pač na Facebooku tudi skupino, da če kaj narobe pojemo, ampak ne pomaga. Kot sem že rekla, ena oseba je dosti, da zjebe cel sistem in škoda moje energije in cajta, da se bom kregala, da bom vsakič na novo opozarjala, sem 2-krat, pa nikoli več ne bom. Moj cajt je preveč vreden, da bom čistila za vsako. Jaz se niti več ne sekiram toliko, ampak sem hodila komentirati zaradi tega komentarja, ko je bil. Mimogrede, zbrisala sem ga zato, ker nočem, da se še pol folk krega s to osebo, ker fulkrat pač me branite ali pa kaj in nočem, da je negativa na mojem kanalu. Vem, da življenje ni brez negative, ampak ni mi treba tega prenašati. Kaj je fajn občutek, ko se spočistiš. Grem zdaj kuhat, pač zajtrk si bom naredila, da grem pol v fitness. Verjetno bojo jajca, toast, nič posebnega, ampak ja, grem čisto kuhno kuhati, da bom posnela za vse hejterje, okej? I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Imam brez vsega, zato da lahko pomakam v rumenjake. Nami.
Evo, jaz sem se najedla, malo se mi je že poleglo, tako da bom šla v fitness in pol v trgovino. Ok, končala sem z nakupi in z fitnessom, zdaj pa sem čakala, da je nehalo deževati in zdaj sije sonce. Tako da ja, na eni strani je dež, na eni sonce. Malo se tresem, ker sem lačna oziroma rabim nekaj na hiter pojest. Ja, zdaj pa moram iti z avtom. You say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Evo moj drugi obrok dneva, malca po fitnessu. Redko kdaj se mi zluša sladkega in danes je ta dan, tako da dajmo. Grški jogurt, čokoladni musli in melono sem zrezala. Ta melona je izgledala tako slaba, sem mislila, da je cela gnila, pa je bila dejansko čisto cool, samo na zunaj je izgledala malo bolj slaba. Would you stay another night? 'Cause I don't know you, but I want to. Evo, končno sem si šla kupiti stvari za kavo. Ful rada bi probala cold brew coffee, to pomeni hladno pripravljena kava, hladno varjena kava. Skozi vidim na YouTubeu vsi jo pijejo in sem si jo hotela kupiti, pa je ne najdem nikjer in sem bila ona, ok, očitno si jo bom mogla sama narediti, tako da sem si mogla kupiti mlinček predvsem in pol kavo v zrnih. Pol sem pa še to danes v Millerju videla, ki je izgledala ful neki crazy, to je bilo 8 €. V bistvu ima že filter in pol posodico, v bistvu čisto easy, to ni treba kupiti, lahko uporabiš one papirnate filtre, ampak sem bila ono, glede na to, da če si jo bom bolj pogosto delala, je fajn, da imam kar že to in ne rabim, to sam pomijem, ne rabim stran metati filtrov oziroma menjati filtrov in ja. Zakaj sem se toliko cajta spravljala to kupiti? Ker so mlinčki ful dragi in pač ni, jaz sem hodila oni ročni mlinček, pa ga nikjer nisem najdla in pol sem pač mogla električnega kupiti. Že 3 tedne gledam za mlinčke in danes je bil Šparo znižan na 17 €, ta električni, in sem bila, no, ok, bolj poceni ga ne bom dobila električnega, on ga na roko pa sploh ne najdem. Tako da, sem si kupila tega, na Šparov kartico, to je bilo 8 € v Millerju, pol sem pa iskala kavo, pač v zrnih, ne vem zdaj, kjer je najboljše, sem pol vzela to arabiko. Od Špara firma sicer malo boljša, ne, zdaj ona budžet, budžet. Pol sem pa še videla tetek za 1 € to flašo. Nisem si štofla kupila, ker ne rabim, bom dala folijo čez alufolijo ali pa nekaj. Kaj je point te hladno varjene kave? Je to, da je močna, tako espresso ali pa celo bolj, ampak ni tako grenka, pa lahko si jo narediš kot ledeno kavo, torej led daš not, mleko, karkoli, ampak ja, priprava je malo drugačna kot pač navadna kava. Zdaj ne vem, koliko so razmerja, moram pogledati na internet, koliko mlete kave naredim in koliko vode. In ko to zmešaš, daš pol v hladilnik za 12 do 24 ur, odvisno kako močno hočeš. Vam bom pokazala, ko bom to naredila. Ja, sem vesela, navdušena. Po moje jo bom danes naredila, da dam pol v hladilnik in bo pripravljena jutri. Danes je petek, tako da je čas za angleški vlog na kanalu Jessa Messa. V bistvu sem ga editala že včeraj, ampak sem glih kar pač dodala malo glasbe, muziko, ni bilo toliko za dodati. Na hitro povem še enkrat. Editam v Vegas Pro 15 programu, tukaj montiram videe, predlagam tudi DaVinci, program tisti je zastonj, ta ni, ampak ja, lahko imaš piratsko verzijo. Drugače pa je DaVinci, ne vem, kako točno se imenuje, samo napišite DaVinci Editing Program in je zastonj verzija tudi. Če bi rad kdo tak na ta način editil, si bolj kot ne so si dosti podobni. Jaz sem se pač tega navadila in nekako se ne morem spraviti, proba drugega. Se tiče glasbe, jaz sem si kupila za oba kanala, za angleškega in slovenskega, sem si kupila pravice, oziroma na eni strani sem, pač imam naročnino 15 € na mesec, za oba kanala je 30, oziroma ne, ja, za oba kanala je 30. In pol si pač lahko downloadam glasbo, ki je dovoljena na YouTubu in lahko še vedno dam reklame na YouTube, brez da pač, in še vedno imam fajn muziko, pač niso glih te popularne, ampak vseeno pač vidim, da vam je kar všeč, ker me dostikrat sprašujete ali pa komentirate, da je cool glasba, tako da ja. Moram malo pregledati novih, nikoli nimam cajta malo pregledati novih komadov in malo downloadati, ampak ja, mogoče danes to naredim. Ok, zdaj pa lahko dam izvažati video, dolg je pol ure, tako da bo ziher 1 uro trajalo, pol ga uploadam in ja, ura je 6 pa pol 7, ja.
Evo, zdaj, ko to naredim, bom pa naredila hladno varjeno kavo. Cold brew. Cold brew. Ok. Ok, jaz sem šla pogledat recept in piše 80 gramov kave in 1,4 decilitra vode. Tako da bom najprej kavo stehtala. 80 gramov. Še kdo obseden z vonjem kavnih zrn. Oh my god. Ok. 80 gramov. To je šele 30, ok? Dala kar sem. Oh shit. Sigurno bi bilo lažje, če bi imela ta navadni glaš, ampak sem hotela več to flašo, da je tudi bolj uporabna, tako da bom pač žličko dala. To je kar grobo zmleta, ne vem, a bi jo mogla bolj zmlet, iskreno po mojem nima toliko veze, ne vem. Bomo videli. Ja, mogoče je res boljše, da si kupite navadni glaš, oziroma da za to uporabite navadni glaš, da ni treba na žlico dajati not kave. Ni pa zdaj grozno, no. Ok, jaz sem pravkar ugotovila, da je ta flaša premala za toliko kave in ja, da mora biti 1,4 litra vode. Tako da bom dala malo kave nazaj in bom pač tako malo na oko naredila. Torej 40 gramov kave mlete in 700 oziroma mogoče malo več grdo, ne vem, mililitrov hladne vode. In zdaj zmešam, to zgleda kot zemlja. In zdaj bom pa pokrila z enim koščkom folije. Gumico dala gor. In dala v hladilnik za 12 ur do 24 ur. Po moje ko bom vstala, bom ven vzela, tako da ura je pa zdaj 6:30, tako da bo, ne vem, 16 ur recimo. Čas je za večerjo oziroma za pripravo večerje. Solato sem si že umila in narezala, domača solata. No, to ni domače, feta pa paradižnik. Krompir se kuha za pire krompir. Dala sem tudi to poranjo pleskavico iz mrzovalnika, tako da se tali in pol preden, da bo krompir končan, bom še to spekla. Nisem mi dala delati zelenjave kot priloge, tako da sem malo večjo solato si naredila. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. Večerja je pripravljena, vem, da zgleda malo tako prazno pa skromno, ampak ja, imam solato tam zraven. En dan sem si kupila v Hofru to barbecue sauce sour cream omako in jo bom probala, imam pa tukaj že to česno, ker ne vem, če mi bo to dobro, oziroma ja. Sour cream je kisla smetana, tako da me prav zanima, jaz imam drugače rada McDonald'sov kisla smetana, tako da imam upanje, da mi bo to dobro. Wow, všeč mi je. Dober tek. Mimogrede, danes je petek in jaz sem si vojo kupila že prejšnji teden. Tako da gledam Sanskega moškega prej in zdaj gledam še ta Love Island.
ja, ful je zanimivo gledati, ne vem. To je tak moj, kako bi rekla, guilty pleasure, da gledam, ne vem, ponavadi Ljubezen po domače, Sanjski moški, pa dobro, Love Island nisem gledala 3 leta, ampak ja, zdaj, ko sem si glih Vojo kupila, sem bila, no, okej. En fun fact, bila sem povabljena, da se prijavim na oddajo. Ja, ni to za mene. Sem bila pa tudi na Masterchefa povabljena, da se prijavim, seveda. Anyways, si predstavljate mene v šovu, jaz si ne, nisem jo, zato je pa fajn gledati, sem pa gledalec ta glavni, ja. Ok, pozuljen roki, jaz sem svoja dekica, Pridite, gremo spat, Ja, Žulika moja. Evo, drugo jutro je, ura po 10, tako da je bila ta kava v hladilniku 15 ur. In tukaj se je v bistvu usedlo na poden, vidim. Zdaj bom pa precedila. Se gre kar hiter. Moram vas razočarati, ne bom jaz zdaj provala, zato ker bom pila zeleni čaj, tako da, ko jo bom, vam posnamem. Zgleda pa čudovito. Evo, zdaj bom pa nazaj v flašo prelila, da lahko zaprem in dam v hladilnik za takrat, ko rabim. Naredila sem štofelček, ker sem imela eno flašo za sok, tako da, super. Dobro jutro, ni dobro jutro, ampak ura je 1:30, jaz sem ostala okoli 12, ker nisem mogla spati. Včeraj sem imela 12-urni stream, tako da cel dan sem streamala in sem bila utrujena pa navdušena po streamu, tako da nisem mogla zaspati do 5:30 zjutraj. In ja, zdaj sem tu, ampak ja, se je nedelja, tako da se ne bom sekirala, nimam zdaj nekaj za narediti, sicer bi šla rada v fitness, bom videla. Dan si bom tako malo, si bom pa dan za nagrado privoščila kitajsko. Jaz si vedno rezance s piščancem naročim, pa kislo oziroma pikantno zelje, tako da. Roki tudi me očitno naporen dan čara, tako da počiva. Excitement is real. Tega je ful, to bom imela za 2 obroka. To zelje meni tako nenormalno dobro. Če bi si ga znala sama narediti, bi si ga skozi delala. Zdaj si bom pripravila cold brew. Včeraj sem ga že prvič probala, ampak sem ga probala na streamu, tako da nisem mogla posneti. In sem si dala polno šalco ledu, danes sem si dala na online. In potem sem si dodala samo mleko. Jaz si ne dam sladkorja, zato ker se mi ti da mleko ful sladko. Ker se v danes malo razvajam, bom si dala pa še sladko smetano, no, tako da bo tako neka sladica. Lahko si pač dodate karkoli si date, lahko si date tudi sladkor, jaz si ga ne dam, ker ga ne rabim. Evo, tako izgleda kava. Jaz sem jo že probala in je res ima ful močno aromo v kavi, ampak ni grenko in ogabno, ful fajn, sploh za poletje, če hočeš to pač bolj ledeno kavo. Tako da dajmo še kremo not prvo. Dodala bom pa še čisto malo mleka. Lahko si dodate tudi vodo, če bi nam mogoče še bolj razredčili vse. Si bi mislila, da nima okusa po kavi, ker če si navadno kavo skuhaš, pa da izgleda tako svetla, je ponavadi ful taka šipka. Ta je pa še vedno ful močna in ja, ful je taka čista. Ja. Čin.
Mogoče za tiste, ko nimate ful radi okusa kave, ne tega pit. Jaz glih zato sem si odla to narediti, ker pogrešam ta okus kave. Eno hitro kosilo danes, počasi se dobim z Andrejo, oziroma se bomo slišale. Tako da sem si nekaj na hitro naredila, nimam pa tosta in si nisem mogla jajca narediti, tako da sem si pol kar to ragu omako na peresnike naredila. Bom pa pol nekaj skuhala, sem dala piščanca ven, tako da vam pokažem pol. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle. Sem prišla iz fitnessa, danes se mi res ni dalo, sicer sem delala kardio, tako 45 minut, ampak vseeno, ful sem se težko spravila, ker sem navajena hoditi ob 12 oziroma 1, danes sem šla pa ob pol 9 zvečer, tako da, ja, ni to zame, ampak ja, nisem mogla iti prej. In pred fitnessom sem še šla hitro v Lidl, ker mi je zmanjkalo tosta in peresnikov in krompirja, tako da vam pokažem. Vedno si kupim ta butter toast, torej z maslom. Krompir za kuhati, za kako, kako se reče, pire krompir, testenine, še eno čokolado sem kupila za primere, ko si naredim jagode s čokolado, mozzarella. Kupila sem sushi box, ker je bil glih znižan, ker je bilo konec dneva in ga že ful cajta nisem. Potem sem pa videla te špargle, ko so v bistvu brez teh trdih delov, so že v bistvu odrezani, tako da ne plačaš toliko. In mislim, da so bili 2,5 €, dosti poceni za celo to in vse lahko porabiš, ne rabiš nič stran odrezati. In še ene olive brez pešk. Ful mi je všeč, ker imajo v Lidlu manjše pakiranje teh oliv. Zdaj si bom šla pa nekaj skuhati, verjetno riž pa piščanca, ampak si bom naredila paradižnikovo omako s papriko in mogoče malo špargljev dodam, bom videla. Nobody loves me better. Guess I'm Evo, vse sem narezala. Najprej bom upražila zdaj zelenjavo, da se fajn zmehča in pol bom dodala še piščanca. Pomočnika imam. Imam pomočnika. Ja. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Tadam, kako sem vesela, že ful cajta nisem jedla piščanca v paradižnikovi omaki. Danes sem se odločila, da si dam solato v to posebno posodico, tako da malo bolj izgledalo, ko oni veliki posodi, toliko malo solate. In... Ej. V glavnem, lačna znura je pa 11 večer, tako da malo je bilo pozno kuhanje, sem to rabila. Kaj je piščanca? Ej, ti zakompliciranček. Dobro jutro. Jaz bedim že 1 uro, pa se počutim, kot da sem glih kar stala, ne vem. Zadnje cajte imam ful odvisno, ne vem, vlastno v globokem spancu ali karkoli, ne vem.
se zbudim in sem čist blojena. Pa ponavadi jaz zjutraj, ko se zbudim, sem cool. Razen, če se moram ob 6 zbuditi, ampak tek, če se ob 10 zbudim, sem vedno čist ko nova. Sonce je. Sigurno bom šla malo na balkon, ker je skozi dež. Upam, da bo vreme malo boljše postalo, pač smo že 18. maja, včasih poletje in nismo še niti blizu temu. Glavne, dobro jutro. Evo je že editam nov vlog, kar 2 uri posnetkov, tako da bom videla, koliko imam robe. Nekaj bom še danes posnela in pol mislim, da bo to, ker je ful vsega. Okay. Vlog je dolg že pol ure, tako da ga bom tu zaključila. Sem dobila pa prvo vprašanje, če bi lahko govorila o menstruaciji, oziroma kaj uporabljam, katere vložke, tampone, kakorkoli. Moje izkušnje, ko sem jih prvič dobila itd. Že toliko let od moje prve menstruacije in teh začetniških, kako bom rekla, problemov. Bi prosila, če mi date kakšna bolj specifična vprašanja, nekaj sem jih že dobila na Instagram, na tista bom odgovorila. Ker vem, da imam tudi mlajšo publiko, ne sam toliko stare, ko sem jaz, ko smo že to dali čez in smo whatever. Dobro, bom naslednjič na koncu videa o tem govorila, tako da. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste uživali video, se vidimo naslednji teden. Bye!